Je že rekel, da je bil menedžer. Tako, 2 minutki sta čez 8:30 in kot sem vam že povedala, da danes pride v studio Žiga, ki je tekmovalec kmetije, je pa tudi človek, s katerim se poznava že nekje 15 let, če se ne motim. Stara sva že, kar Ja. hiter gre čas. Žiga, dobrodošel končno v studiu Radia Fantasy. Če ne drugega, sem zdaj ob tej priložnosti prišel do tebe na obisk. Sej to. Žalostno. Ej, glede na to, da se mi poznava že kar nekaj časa in je nekaj vode že preteklo, v bistvu si me šokiral, ne? Ker najprej si se poleti poslovil od družbenih omrežij in da ne boš dosegljiv za nas navadne smrtnike, ker greš na svoje romanje do Nepala. No, Na poti do Nepala, ne? Pač sem prišel samo do Dolenjske. Tako da pač še vedno nameravam v Nepal, ampak prva postojanka je bila kmetija. Mogoče letos. Ej, kmetija, VTF, mislim pač, koliko si se odločil za iti na kmetijo? Pa, jaz sem sicer že pozabil, kdo točno mi je predlagal, ampak sem rekel, glede na to, da sem v življenju sprejel že ogromno enih slabih odločitev, kaj se pa lahko zgodi, a ne? Ja, no, naučil si se sigurno kaj. Na koncu je izpadlo, da je to bila zelo pozitivna moja odločitev, ker veš, ti v tem svetu polni te screen timeov, jaz sem bil kar obseden z telefoni, z delom, z laptopom in to sem bil skozi preklopljen gor, delal, učil se in mi je to v bistvu, šel sem se zdraviti. Ok, na kmetijo v bistvu se greš zdraviti. Tako, od vseh teh modernih. A si ozdravljen? Ja. Je rekel ja, iz prve. Okay, ampak, če greva midva od začetka najinega poznanstva, glede na to, da midva sva se spoznala v mogoče za nekoga šokantnih okoliščinah. Zdaj po rimskih termah danes več nič ne šokantno. A ni več? Ok, midva sva se najprej spoznala v striptease klubu, kjer sva oba delala. Jaz za šankom, Žiga je bil pa naš šofer, oziroma skrbnik ključnih strank, lahko rečem. Tako. Potem pa od tega, pa tudi ti si imel že par takih oddaj glede spolnosti, glede komercialne spolnosti. Tako. Industrije za odrasle. Tako, no, ok, super, hvala, ker mi pomagaš. Od tega pa potem do varnostnika, pa kako se že reče, zaključnih del v birokraciji. Ja, z arhiviranja. Okay. Zdaj sem se posvetil takim natančnim, starim papirjem. Koliko si v vsej tej, recimo, svoji karieri iz enega do drugega, do tretjega zdaj pristal v bistvu še na kmetiji? Življenje je cirkus. Okay. In pač, če imaš sam svoj cirkus, moraš imeti več različnih vlog. Aha. In v kateri vlogi se pa najbolj vidiš? V bistvu vidim se v prihodnosti kot kmet. To me zanima in tja mojo jadrnico sem naravnal v to smer, zdaj čakam samo še veter. In ko mi čakam, da grem v ta cikel življenja. No, ampak kmetija se namreč danes začenja na Pop TV-ju. Tako je. Ampak ti, vem, da si jo že gledal sigurno včeraj, ker vedno kmetija pride en dan prej na splet, ne? Ja, zdaj tako je, ne? Tisti, ki ima vojo, tisti pač lahko pogleda en dan prej. Seveda ne bom uničil vseh trenutkov in pričakovanj vseh tistih, ki danes čakajo na televiziji. Lahko pa rečem, da je zelo zanimivo, zelo razborljivo. No, zdaj malo zadrž še to, ker nekaj mi boš mogel definitivno razkriti, narediva malo pauze. Potem pa se vrneva tudi s kakšno sočno, ker namreč v kmetijo prihaja tudi še ena sodelavka. Res je.
Že nazaj, Žiga je z mano in Žiga je tudi letošnji tekmovalec Kmetije 12. sezone, ki prihaja na male zaslone kar danes ob 8. uri. Žiga, dobro jutro. Dobro jutro, Celje in Dolina. Sej to. Okay. Povedala sva že, kdo si, kaj si, zakaj si, ampak greva še enkrat. Trenutno se ukvarjaš z zaključnimi deli v birokraciji. Kaj to pomeni? Arhiviranje. Okay. Arhiviraš. To je zelo tako dolgočasna zadeva za nekatere, ki to morajo delati, zato pač mi pridemo pa jim pomagamo, da ne rabijo se ukvarjati s tem, ker se veš, arhiviraš ne vsak dan. Ne. Drugače, arhivi pa so naša kulturna dediščina, ki v bistvu potem prihodnji rodovi lahko gledajo in nagledajo in se učijo iz naših napak ali pa dobrih praks. No, ampak pred arhiviranjem si se ukvarjal z industrijo za odrasle, oziroma se še? Tako, še se ukvarjam. Sem pač zagovornik delavcev v industriji za odrasle na področju Balkana. Imamo pač neko organizacijo, ki je zdaj že ratala mednarodna in v bistvu ukvarjamo se s težavami teh ljudi in probamo najti načine, mehanizme, orodja, protokole, kako jim to olajšati oziroma jih zavarovati. Ampak zdaj, če greva spet, da preskočiva pa v prihodnost, rekel si, da hočeš biti kmet. Res je. In prvi korak do kmeta je nastop v resničnostnem šovu Kmetija. Tako, ja, pač jaz nikoli nisem hodil po lahkih poteh, ne. Če že greš, vedno se naučiš po trnovi poti, ne. In Kmetija je bila trnova, boš rekel? Po eni strani je bila, kot sem rekel, neka moja odrešitev od vseh teh modernih naprav. Po drugi strani pa je bila kar zelo težek, kar dober preizkus. Zelo dober preizkus. Ni bilo enostavno. Verjamem, glede na nabor tekmovalcev, ki so ga razkrili, ker imate vse od youtuberjev, od žensk, ki so včasih bile moški, od najine sodelavke Latoje. Točno to. Naprimer, pa od Sanske Carmen. Mislim, tako, življenje je vrtiljak, pravijo, kmetija je pa pol kaj? Roller coaster. Totalni. Res. Daj mi povej, danes se bo namreč zgodil tisti otvoritveni šov Kmetije. Zakaj preklopiti ob 8 na Pop TV in gledati Kmetijo? To je tak nor izbor sodelujočih, mislim, ne nor, ampak pač zanimiv, tak pluralen, od mladih ustvarjalcev, influencerjev, ki niso nikoli videli, ne vem, vil ali pa nimajo nekih, kako bi rekel, delovnih navad, do izkušenih kmetov in to bo Clash of Generations. V kjer segment ti spadaš? Ne vem, še danes ne vem. Jaz mislim najbolj, da gledalci sami presodijo, včasih to niti ni najboljš. Ampak jaz sem dal sebe ven, jaz sem pač sebe vložil noter. Kakor sem slišala, si imel zelo lep način izražanja v Kmetiji, da te marsikdo mogoče niti ni zastopal. Ja, jaz sem glih zaključoval neko intenzivno obdobje svojega življenja, učenja, tako da sem bil še kar pod vplivi teh znanj in vsega tega izkušenj iz tega cikla. Se boste videli, zelo zanimivo, no? Jaz zdaj, ko gledam nazaj, sem bil zelo povezan z naravo. Zelo, zelo. Koliko si bil pa šokiran nad tekmovalci, ki si jih spoznal, ker verjetno ti nisi vedel, kdo vse pride? Ne, noben ni vedel. In prideš na Kmetijo in srečaš tudi znane obraze. Ja, prijatelje. Ja, no sej to. In sem rekel, evo, Bog mi pošilja v najtežjih situacijah prijatelje. Boste videli, kaj se bo zgodilo, ampak v kakih težkih situacijah spoznaš tudi kakšne druge plati sebe, predvsem sebe. Ampak tudi druge plati ostalih si verjetno spoznal. Te je kdo šokiral? Načeloma. Recimo prvi vtis o nekomu si verjetno ustvaril, potem pa čez čas
reality šova je pokazal svoj pravi obraz, ali je bilo kar? Je bilo zelo, kako bi rekel, to noter je en ring, je taka arena. Aha, ok. Kmečke igre. Na koncu tam si moraš nekaj povezovati se, zavezništva delati, imeti neke prijateljstva ustvarjati, ampak na koncu je vsak sam tam. Vsak je tvoj tudi nasprotnik lahko. Ne? Aha, torej si imel in sovražnike in... Vsak je bil drugemu nasprotnik. A je bilo kaj sočnega kreganja, kaj, kar nas bo mogoče spodbudilo v gledanju? Pa jaz mislim, da ne vem, če je bil kak dan, da je bil mir. Tako da... Ok. Žigan, v glavnem, vem, da ne smeš preveč povedati, vseeno pa bova danes pustila še marsikakšno stvar zakrito v tančico in me prav zanima, kako je izgledalo, ko si zagledal Latojo na kmetiji. Žiga, hvala, čas seveda leti. In pa lahko midva to zrihtava, da bova imela vsak teden? Mislim, glede na to, da sem po ta novem Celjan. Opa. Pa da dejansko sem videl, da vidim ta tvoj oken pa studio iz mojega balkona. Mislim, da... Žiga pa tako. Zmenva se, da bova imela tedensko oddajo, pa pripelju mi boš tudi ostale tekmovalce v studio. Jaz seveda jih bom vprašal, pozval, povabil, če bojo za, seveda. Jaz pa z veseljem pridem. Odlično. Zdaj bomo imeli pa kmetijo tudi na Radio Fantasy, samo malo drugače še bomo mogli imenovati, pa da vidimo, kakšne bodo te kmečke igre pri nas. Žiga, hvala ti in se slišiva naslednji teden. Zdaj je fiks. Ok, hvala ti.